Draga cerkev, bratje in sestre, vsi, ki nas spremljate na spletnem bogoslužju, pozdravljeni v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prejšnji vikend smo se spominjali velikonočnih praznikov, ko je Jezus prišel na ta svet in umrl za naše grehe in tretji dan vstal od mrtvih. Velikonočni dogodki nam znova in znova govorijo, da smrt ni konec in da najboljše šele prihaja. Za današnje bogoslužje nam želim prebrati nekaj spodbudnih besed iz Svetega pisma. Iz pisma Efežanom v 1. poglavju od 17. do 22. vrste. Da bi vam Bog, našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha, modrosti in razodetja v spoznanju njega in razsvetljenje oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dedičine v svetih, kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove silne moči, ki jo je udejanil v Kristusu, ko ga je budil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospodstvo, ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem. In vse je položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse kot glavo cerkve. Draga cerkev, bratje in sestre, združimo se zdaj v slavljenju in dajmo slavo in čast našemu zveličarju Jezusu Kristusu. Zaradi njega smo tudi to nedeljo zbrani, da se Sveti Duh dotakne naših src, da nam razodeva vso veličino, vso moč, vso oblast, vso ljubezen, vso zvestobo našega vsemogočnega Boga. Vse Božje veličastvo širijo, kdo mu je enak, njemu, ki je slavno vstal, vso večnost boš ostal. Jagnje na tronu, poklekam pred teboj, slavim te, moj Gospod, oznanjal bom njega, ki je slavno vstal, bil je žrtvovan, da bi nas odrešil. Vso večnost boš ostal, vso večnost boš ostal, jagnje na tronu, jagnje na tronu, poklekam pred teboj, poklekam pred teboj, slavim te, moj Gospod.
Drage sestre, dragi bratje, tako cerkev v Mariboru in na Ptuju. Nekako čutim to nedeljo, da se združimo v molitvi prav še posebej tudi za ti dve naši mesti, kjer delujemo kot cerkev. Jezus, hvala ti, da smo lahko ponovno skupaj. Jezus, čeprav preko spleta, ampak mi se združujemo v molitvi in te prosimo še posebej za tvoj blagoslov mesta Maribor. Prosimo te za tvoj blagoslov Ptuja, da ti deluješ, Jezus, v svoji moči in tudi pomagaš, da se čim prej reši ta situacija s koronavirusom. Mi te prosimo za tvoj blagoslov in tudi zdaj, Sveti Duh, ti nam pomagaj, da slavimo našega Gospoda z vsem srcem, vso dušo, vso svojo močjo. Jezus, kaj ti tebi pripada vsa slava, čast in hvala. Amen. Bog pred tabo sem, ti obnovi mi srce, s polnino milosti, ki našel sem jo v tebi. Gospod, vem vsa slabost, ki vidim jo sedaj v sebi, bo odstranjena. V moči tvoje ljubezni. Pritegni svojim ljubeznijo,
V Janezovem evangeliju v 20. poglavju beremo, kako se je Jezus po vstajenju prikazal svojim učencem. Učenci so se zadrževali v neki hiši in imeli zaklenjena vrata, kajti bali so se Judov, ki so pred nekaj dnevi križali Jezusa. Ampak zaklenjena vrata niso mogla zadržati vstalega Jezusa. S svojim novim telesom, katerega več niso omejevali zakoni fizike, je stopil skozi zaklenjena vrata. Učenci ga sprva niso spoznali, kajti videti je bil drugačen kot prej. Toda Jezus je učencem dejal: mir vam bodi, in jim pokazal svoje prebodene roke in stran. Na ta način so ga hitro prepoznali in se silno razveselili, kajti njihov Gospod je znova živ in med njimi. Le nekaj vrst pozneje pa izvemo, da Tomaža ni bilo z ostalimi učenci, ko se jim je prikazal Jezus. Zakaj mislite, ni bilo Tomaža z ostalimi učenci? Sveto pismo nam ne daje jasnega odgovora. Vidimo pa, da je bilo tam vseh 10 ostalih učencev. Le Tomaž je manjkal. Res se mi zdi čudno, da so tam bili vsi razen Tomaža. Ker je Tomaž manjkal, je zamudil srečanje z ostalim Jezusom. Prikrajšan je bil za neverjetno doživetje, ko se je vstali Jezus prikazal svojim učencem. Samo zato, ker se je odločil, da se ne bo pridružil skupnosti z ostalimi učenci. Ali je možno, da lahko tudi mi zamudimo določene stvari z Gospodom, če se ne povezujemo z brati in sestrami v skupnosti? Jaz mislim, da je. Kajti Bog je ustvaril cerkev zato, da bi v njej lahko bili povezani, duhovno rasli in tudi s svojimi duhovnimi darovi služili eden drugemu. Če nas pa ni, potem enostavno ne moremo biti deležni tega. Zamudimo lahko tisto, kar nam je Bog namenil, da prejmemo v cerkvi skupaj z brati in sestrami. Ne razumem kristjanov, ki se nočejo pridružiti ali pa aktivno vklopiti v lokalno cerkev. Jezus je ustvaril cerkev, da bi nam bila v velik blagoslov. In potrebno je, da tudi ti in jaz pripadava cerkvi. Mogoče pa prav v teh časih spoznavamo, kako zelo nam manjka naša cerkev, ko se zaradi koronavirusa ne moremo srečati. Tomaž je bil po naravi pravi pesimist in velik skeptik. Ko je umrl Jezusov prijatelj Lazar, je Tomaž pesimistično dejal: pojdimo še mi tja, da umremo skupaj z njim. Kako negativna in pesimistična izjava je bila to, kaj ne? Poleg tega pa je Tomaž vedno želel dobiti pojasnilo, razlago ali dokaz za nekaj nejasnega, nekaj, kar ni razumel. V Janezu 14. poglavju od 3. do 6. vrste beremo o enem drugem pogovoru med Jezusom in Tomažem. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor grem jaz, poznate pot. Tomaž mu je rekel: Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot? Jezus mu je dejal: jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Tudi v tem pogovoru vidimo Tomaževo skeptičnost, negotovost ali mogoče celo nevero. On je želel točno razumeti, kako se bo nekaj, kar je Jezus obljubil, tudi uresničilo. Jezus mu ob tej priložnosti pove resnico, ki še danes spreminja življenja in nam daje pravo usmeritev. Jezus mu je dejal: jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Kako čudovita novica v tem času splošnega družbenega pesimizma in negativizma. To je izjemno sporočilo evangelija.
Jezus je prišel na ta svet, da bi nam odprl pot do Boga in nam dal večno življenje. On je ta edina pot do Boga, ki nas vodi v večno življenje. Tomaževo veliko skeptičnost vidimo tudi tedaj, ko se je čez nekaj časa pridružil ostalim učencem, ki so že videli vstalega Jezusa. V Janezu 20:24 do 25 beremo. Tomaža, enega izmed 12, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: Gospoda smo videli. On pa jim je rekel: če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Tomaž jim je dejal, da ne bo verjel temu, kar pravijo o Jezusu, razen če sam tega ne vidi in doživi. Zahteval je čvrste dokaze, da bi lahko verjel temu, kar pravi ostalih 10 učencev. Čeprav mu je vseh 10 učencem govorilo, kaj so videli in doživeli, je še naprej vztrajal pri svojem. Kolikokrat pa tudi mi dvomimo Gospodovim besedam. Veste, tudi mi smo lahko velikokrat pravi skeptiki in tako preprosto ne sprejmemo tega, kar nam govori Bog. Tudi mi lahko hitro dvomimo v Božjo besedo in pogosto iščemo luknje, če je vse res tako. Hitro lahko povemo, ali je res vse tako, kot praviš Gospod? Si to res mislil? Ko nam Jezus pravi, naj iščemo najprej Božje kraljestvo, mi pa celo življenje posvečamo svoji karieri in kopičenju čim večjega bogastva. Ko nam govori, naj se ne skrbimo, saj se naš nebeški Oče zvesto skrbi za nas, mi pa v svojem srcu še naprej dopuščamo skrbem in strahu, da nas hromi. Še posebej zdaj, v stiski koronavirusa, lahko hitro pozabimo na Božje obljube in se vdamo strahu. Ko nam Jezus pravi, naj vsak dan znova vzamemo svoj križ in se odpovemo sebičnim željam, ki so proti Božji volji, ter hodimo za njim, mi pa dvomimo, če je Jezus res tako mislil. Mogoče je to veljalo takrat za njih, toda za nas danes to več ne more veljati, si mislimo. Ko nam Jezus reče, naj ljubimo ljudi okrog nas kot sami sebe, ali pa da naj celo ljubimo svoje sovražnike in jim odpustimo vse, kar so storili zoper nas, mi pa iščemo luknje v tej jasni zapovedi in še naprej držimo zamere v svojem srcu. Vsak izmed nas je lahko vsaj malo podoben Tomažu, ko tako dvomimo o Božji besedi in je ne uresničujemo. Minil je približno en teden od takrat, ko se je Jezus prvič pokazal učencem. Znova so bili učenci zbrani v neki hiši in zaradi strahu imeli zaklenjena vrata. Tokrat je bil med njimi tudi Tomaž. Jezus je tedaj spet vstopil skozi zaprta vrata in se njim prikazal. Pogledal je Tomaža in mu rekel, naj tudi sam izkusi, kaj so ostali učenci že doživeli. V 27. vrsti beremo naslednje. Potem je rekel Tomažu, položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Dejal mu je, naj ne bo neveren, ampak veren. Z drugimi besedami mu je Jezus povedal, naj ne ostane nevernik, ki skeptično išče luknje v vsaki Jezusovi trditvi. Namesto tega naj postane pravi vernik, v vstalega Kristusa ali vernik, ki je doživel moč Jezusove smrti in vstajenja. Tudi danes nas Gospod kliče, naj mu damo priložnost za pravo doživetje z ostalim Jezusom. Gospod želi našo nevero spremeniti v vero,
Dati nam želi vero, ki odpravi vsak dvom. V 1. Petru beremo naslednje o veri, ki tudi veruje tisto, kar še ne more videti s fizičnimi očmi. 1. Peter 1, 8-9. Njega ljubite, čeprav ga niste videli, verujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite. Veselite se v neizrekljivem in poveličenem veselju, ko dosegate namen svoje vere, namreč odrešitev duš. Čeprav Jezusa nismo videli s fizičnimi očmi, verujemo vanj, kajti doživeli smo odrešitev naših duš skozi Jezusovo vstajenje. Ljudje potrebujemo življenje v veri, ne pa vero, ki rabi čudeže, da veruje v Jezusa. Če imamo pravo vero v Jezusa, bomo tudi takrat, ko ne gre vse po naših načrtih in željah, lahko še naprej zaupali Gospodu in se veselili v njem. Zato verujmo v Jezusa, ne glede na, kaj se dogaja okrog nas. Edina pozitivna stvar, ki jo lahko najdem pri Tomaževi skeptičnosti, je to, da je Tomaž tudi sam želel videti in doživeti vstalega Jezusa. Tomaž se ni zadovoljil s tem, kaj so mu pripovedovali ostali učenci o njihovem doživetju z Jezusom. On je želel tudi na svoje lastne oči videti vstalega Jezusa in se sam srečati z njim. Tudi za nas je pomembno, da sami doživimo moč in ljubezen vstalega Jezusa in nismo zadovoljni le z izkustvom, ki ga z Bogom imajo ljudje okrog nas. Ne verjemimo le pripovedi drugih, ampak dovolimo Jezusu, da se tudi nam razodene v ljubezni. Ne zadovoljimo se z vero iz druge roke, ampak sami iščimo doživetje z ostalim Gospodom. Vsak kristjan mora sam doživeti Jezusovo ljubezen in odpuščanje grehov, ki izhaja iz te ljubezni. To za nas ne more storiti naš stariš, boter, prijatelj in niti duhovnik ali pastor. Ti sam moraš s celim srcem iskati Jezusa in ga doživeti na tak način. Bog nam govori v Jeremiji 29, ko me boste iskali z vsem srcem, se vam bom dal najti, govori Gospod. Če bomo tudi mi iskali Gospoda z vsem, kar smo, se nam bo on zagotovo dal najti. To je Božja obljuba, ki še danes velja za vse nas. Ko je Tomaž tedaj videl Jezusove rane na rokah, ki so jih prebodli žeblji križanja in prebodeno stran, se je njegov pogled na Jezusa povsem spremenil. V 28. vrsti beremo naslednje. Tomaž mu je odgovoril, moj Gospod in moj Bog. Tomaža je osebno srečanje z Jezusom povsem prepričalo. Od tega trenutka naprej je veroval v vstalega Jezusa, ker ga je zdaj tudi sam doživel, v njegovem srcu več ni bilo dvoma. Tako je prejel vero, ki odpravi vsak dvom. Zato je Jezusa imenoval moj Gospod in moj Bog. To več ni bilo nekaj, kar bi drugi doživeli in verovali namesto njega. To resnico je zdaj doživel tudi sam. Jezus je postal njegov Gospod in njegov Bog. Ali je Jezus tudi tvoj Gospod in tvoj Bog? Božji namen za tebe je, da tudi sam doživiš spremembo odrešenja in novega rojstva, ki ga prinaša vstali Jezus. V Božjih očeh ni dovolj, da slišiš le nekaj o veri nekoga drugega. Gospod pričakuje, da tudi sam po veri rečeš, Jezus je moj Gospod in moj Bog. Dragi brat in sestra, dragi prijatelj, v tem dnevu bi te rad spodbudil, da iščeš več od vstalega Jezusa. Ne bodi zadovoljen s tem malim, kar imaš. Bog ima zate pripravljeno še toliko več. Ne dovoli dvomu, da te ovira pri odnosu z Jezusom. Gospod te želi dotakniti in ti dati še večje blagoslove. Zato veruj Božjim obljubam
ki so v Božji besedi in išči več od živega Jezusa. Tomažev karakter lahko še danes predstavlja kristjane, ki imajo velik potencial, da jih Gospod čudovito uporabi. Toda zaradi svojih dvomov in negotovosti dovolijo neveri, da jih omejuje pri tem, kar ima Bog pripravljeno za njih. Bog še danes kliče kristjane, da bi v njegovi moči naredili nekaj izjemnega za Božje kraljestvo. Zato ne dopustimo našim dvomom in strahu, da bi ostali tam, kjer smo. Pojdimo naprej z Gospodom in dovolimo Bogu, da nas uporablja. Zaživimo v veri, ki odpravi vsak dvom in nas resnično osvobodi. Kako rabimo vstalega Jezusa, ki še danes dela čudeže v teh časih, ko ne vemo, kako naprej. Prav zdaj potrebujemo Gospoda, ki nam bo dal novih moči in nas vodil po pravi poti naprej. Jezus nam še danes pravi, pridi in hodi za menoj. Zato se odločimo prav zdaj, če se še nismo, da damo Bogu novo priložnost v našem srcu. Dovolimo Gospodu, da se nam razodene, kot se je Jezus razodel Tomažu. Na koncu tega odlomka beremo v 29. vrsti naslednje. Jezus mu je rekel, ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati. Jezus je te besede namenil vsem nam, ki verujemo vanj, čeprav ga ne moremo videti. Blagor tebi, pravi Jezus, če boš veroval vanj, čeprav ga fizično ne moreš videti. Blagor nam, če mu zaupamo tudi v času stiske koronavirusa. Čeprav v tem trenutku še ne vidimo izhoda iz te situacije. Blagor tebi, če daš Gospodu prav zdaj priložnost, da ti pokaže, kako zelo te ljubi in kakšen čudovit namen ima za tvoje življenje. Blagor nam, če dovolimo veri v Jezusa odpraviti vsak dvom iz našega srca. Zato te nagovarjam, da iščeš moč vstalega Jezusa in mu dovoliš, da prinese potrebno spremembo tudi v tvoje srce. Tomaž je kljub svoji skeptičnosti in dvomom vseeno imel odprto srce za doživetje z ostalim Jezusom. To srečanje ga je povsem spremenilo in vsi njegovi dvomi so bili odstranjeni. Nevera se je spremenila v vero. Jezus želi še danes v nas obuditi vero, ki veruje tistemu, ki ga še ne more videti. Tako sprejmi ta dar vere v Jezusa, ki odpravi vsak dvom in ti pomaga naprej. Amen. Na naslednjih trenutkih želim moliti z vami, da bi nam Gospod dal prav tako vero in nam pomagal v naši hoji za Jezusom. Vsemogočni Bog, hvala ti, da lahko danes poslušamo tvojo besedo in se spominjamo, Gospod, kako si ti vstal od mrtvih in si se prikazoval svojim učencem. Hvala ti, Gospod, da si njim prinesel upanje, vstajenja. Hvala ti, dragi Bog, da še nam danes prinašaš pravo upanje. Gospod, mi smo ti hvaležni, da imaš ti prave odgovore na naše vprašanja, da imaš ti rešitev tudi za naše težave, Gospod. Hvala ti, da po tvoji milosti lahko verujemo v vstalega Jezusa, da lahko sprejmemo, Jezus, tebe v srce in da nam tvoja vera pomaga odpraviti vsak dvom iz našega srca. Gospod, jaz te prosim za vsakega izmed nas, da nam daš še več take vere. Vere, ki odpravi ves dvom. Vere, ki nas še bolj veže na te, Jezus. Da ti še bolj zaupamo, da se še bolj zanašamo na te. Gospod, pomagaj nam, da tudi v teh časih, čeprav so težki, čeprav ne vemo, kako naprej, Gospod, pomagaj nam, da bi imeli mirno srce, ki ti zaupa, ki veruje, da si ti, vstali Jezus, sposoben rešiti vsako težavo, da imaš ti najboljši namen za nas. Gospod, pomagaj nam,
da imamo pravo srce, ki veruje vate Jezus. O Gospod, vodi nas, da bi resnično verovali tudi kljub težkim okoliščinam in se zanašali vedno na te. Gospod, pomaga nam, ti dobro veš, kaj mi rabimo. Jaz blagoslavljam brate in sestre, celotno cerkev, vse prijatelje, vse, ki gledajo ta posnetek prav zdaj, da jih ti blagosloviš, da jim ti pomagaš, da jih ti dvigneš, Gospod, znova na noge in daš novih moči, da lahko s tabo premagajo vse ovire, ki so pred njimi. Ti jih blagoslovi in zaščiti pred vsem hudim. To prosimo in molimo v imenu Jezus Kristus. Amen.